Mi pa nadaljujemo današnjo oddajo. Holokaust, eno najtemnejših poglavij v zgodovini človeštva, se je dogajal tudi pri nas. Preživela ga je le peščica slovenskih Judov. V Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in Mednarodnem kulturnem centru Smajla Festiča se zato danes, na dan, ko so se leta 1944 začele množične deportacije Judov iz Prekmurja v nacistična taborišča, spominjajo tudi slovenskih žrtev holokausta. V Sloveniji je pred aprilsko okupacijo živelo 820 Judov, dobra polovica v Prekmurju. Večina je končala v Auschwitzu ob velikih deportacijah in uničenju madžarskih Judov. Žal je večina slovenskih Judov v taboriščih izgubila tudi svoje življenje, tako da se jih je z taborišč po drugi svetovni vojni vrnila le peščica, pa še od te peščice potem kar precej Judov tudi zlasti leta 1948 emigriralo. Večinoma v Izrael. Pričevanja preživelih prekmurskih Judov so zbrana v knjigi Bojana Zadravca Vladakova pot v neznano. Po poteh koncentracijskih taborišč pa nas vodi virtualni vodnik Mihaela Toša, zdaj z vsebinsko nadgradnjo. Da je eden izmed glavnih arhitektov holokausta bil v naši gore listu Dilo Globočnik, človek, katerega oče je bil Slovenec iz Tržiča. Nacistični lik z vzdevkom Globus je tisti, ki je dejansko ta obskurna uničevalna taborišča nekako zasnoval in realiziral. Da je danes kapitalizem sodobni nacizem in fašizem, pa z ilustracijami in pesmimi opozarja Zlatko Kraljič. Velike korporacije iste stvari delajo, kot je delala Nemčija v drugi svetovni vojni. Ljudje so zdaj novodobni, sužni, ni več svobodnega človeka. V svarilo, da se zgodovina ne ponovi, so prizadevanja, da bi 26. april razglasili za nacionalni dan spomina na slovenske žrtve holokausta.